fuck, jaz to moram videti. Snemaš? Ja. Kaj snemaš? Nage babe. Nice. Kaj si, se spomniš, kako smo se spoznali, videl? Glede na to, da sebe poznam verjetno kompleksu. Ne, klical sem te. Klical si me. Klical sem te, ker si dal intervju za Večer, Koroška. Se spomniš? Takoj na začetku, ko si prevzel. Ja. Pa sem tam videl, pa sem rekel, gremo poklicati. Ne, jaz sem, takrat smo imeli ono predstavo, pride tako leto. Točno. Pa smo takrat prvič gor prišli. Ja. Pizde, to je bilo 2020 februarja. 1. februar 2020, zdaj se Točno, spomnim. ja. Ker je Prav vam za naslovnico v glavi. Ja, ker je imel Blendo rojstni dan, pa je zraven nastopil. 1. februarja. Še boljša zgodba, če še gremo malo nazaj. 1. februarja smo imeli nastop v pisarni, Open Mic. Jaz Blendorja sem pa pač poznal iz odra, ker je on prej v Vimprotu nastopil. In ko smo v pisarni skupaj enkrat na coworkingu delala, so enkrat rekel, da pridi ti, ne? Pa bi bilo, ok. In to je bil 1. februar 2019. Prvo predstavo smo imeli v kompleksu, pride tako leto, 1. februarja 2020. Pol se je pa par stvari zgodilo vmes. Kaj pa je bilo 1. februarja 2022? Ne vem. Zaprti smo bili. Ja, nice, fun times. Malo smo bili, ja. Je te pa se lahko razmenjamo, da naredimo drugo leto. 1. 1. februar, tudi če je na nedeljo. Jolo, ne. Blendor za nekaj noče nastopati. Si pa. Ja, zdaj si ga ti zaposlil preveč z podcastu. Blendor je zaposlen, sam se bojo, veš, to je problem. Narej si gužvo v glavi, pa mi reče, ne, zdaj ne morem nič več ne morem, ne gre, ne morem nastopati, ne morem iti ven s tabo. Grih na Amota sem ga vabil, ko smo šli k vam kompleks. Ne morem. Potem sem ga naslednji dan srečal, ko šel s kolegami. Kaj zdaj ne moreš, ne? Zdaj veš, ne, kak je. Čeprav to imam jaz tudi ful velik problem. Kaj? Tako da, veš, da v bistvu nimam veliko stvari, sam pol odpojem cel dan. A veš, kaj mislim? Pa ne, pa ziher je bil petek zvečer, ko smo mi šli ob 6, ali da smo šli v kompleks, ali ob 7, je bil ziher fraj že, ne. To je res. Ziher je bil, ne, sem je pač tisti trenutek, ko sem ga vprašal, je bil napačen trenutek in pol, ne morem, ne gre, ne morem. Kaj pa, če bi mu rekel, da ima nastop, pol kar... Zdaj pa je rekel, da ne bo več nastopil, te smo tako naverjame, ampak ok. Ampak ja, se je posvetil firmi zdaj za en čas, tako da. Firmi? Kaj je? Da. Na telefon se javala, pa na maile odgovarja. Človek bi rekel, da jaz imam tudi firmo. Ja, ne vem, pač če kaj narobe, mora on se oprečevati, on je public relations manager, I guess. Samo da dela, se veliko dela, se ne reče, vse pridem. Pridem, Blendor. Pridem. Vsak dan se vidimo, vsak dan, ko so delavci smo, se pravi. Pa se pa zajebamo. Tako da... Ja, pizda, nekaj momenta, nekaj je že minilo časa vmesne, pa smo... Pol je pač ful vse skupaj šel gr, zdaj smo pač tu. Zdaj pa smo, ki smo. Vmes so bile pa še neplanirane striženja. Ja, sorry tim. Tist večer je bil ful ober, ja. Ti si bil zabaven. Monika me je kar sred lepega vprašala, kaj gremo v moj man cave, pa jaz te, kdo si ti? Ob 3 po noči, ful pijani, kaj gremo v moj man cave? Man cave je ena brivnica, ne? Torej moški salon, šli smo tja, še naprej smo pili, pa Timo Andriča smo ostrigli. Ob 3 zjutraj. 3 zjutraj, pa na par storijev smo naredili. Te story so highlight vsakega večera. Jaz te vem, da imaš ti dozo, ko začnejo story jeti. Mislim, da sem prejšnji teden, sem bil doma, pa tako predna grem spade, pogledam, pa tako začne story leteti. Pa sem vedel, oh shit. Ja, fora je v tem, da v bistvu je Tim je dal mi svojo osebno, na kateri je voli hecno in s njo sliko in potem smo pisali spodaj vse, ne, pod njegov friz, Eurospin Anakin. Pa tako, ne boj se, da bi te posilil, ker te ne morem. Ja. In je bilo. Ugotovil sem, da imaš lahko samo 60 storijev, naenkrat pa začne brisati, ker sem jih toliko naredil, da je bilo več kot 60 in jih je začelo kar brisati. Pač to je ful fajn, ko pogledaš, tak
Ne, jaz sem bil tak prvih 20 in se ful smejo, pol sem jaz malo dopadal, pol ti začneš časaj spet, pa si tak, hočemo še. Čez čas je že tako, ko že rata tako neumno spet, da ti je spet smešno, ne? Ja. Ampak da, še enkrat sem imel nesrečo, ko sem se 2 spalal, smo se policaji v mene zaleteli. To je to dobro, ful. Takrat je bil pa Kuzman, headliner, pa sem jaz priškar tako nenapovedano. Ok, za 10 minut, tole se mi je ful splačilo, grem domov, tuf, nesreča, 2 policaja se v mene zaletita. Sam sem pa profitiral pol. Mislim, dolgo sem material za stand-up. Jaz sem še neki posnetek. Mi smo še tako tam bili, ti smo ga takoj poslal, pa verjetno še milijon folka. Ja. In sem bil tak. Lej, kaj je bilo? In takrat se je tudi zapiralo o 9:30, ali kako bi se mogli zapreti, vi ste verjetno že bili doma, ne? Ja. Ampak ja. Jaz sem pa kako uro, ja, v Selnici je bilo to kako uro. Zatem ko sem šel, sem bil v Selnici, pa sem se zaletel. Mislim, ona, da ste se o mene. Kakorkoli, ja. To zapiranje ful boli. Ja. Glih se začne imeti folk fajn. Pol pa ti vuni, aj doma jedi. Mislim, se priče, kdaj sam zdaj doma jedim. Ja, ko tak ti je že žal, ker si ga komaj prvabil, ja. In potem je tak... Moj je imel še prej ful stvari, pa je prišel tako po 9, Ja. pa si je naročil meter, ne vem, tekile, pa full hila, da je prišel v mud z ostalimi, pol pa čez 1 uro, ko je cel pozlan domov. Sej, jaz to kao opažam, ko sem do konca, kdaj kje so ful vse kelnari tako ono, ful sorry, ful smo veseli, da prijete, pa da imamo promet, sam žal, ne, morate iti. Čeprav po drugi strani, bo se mogoče folk navadil na to kulturo, kdaj so koncerti, tak, pa kaj so normalne ure koncertov. Tako posod po tujini. Ja. Ko ti ni problem iti, ne vem, se pelati z busom nekam Milano, Dunaj, kamorkoli, pa greš ob 8 na koncert, pa si tak že 1 uro prej tam. Pa veš, da se bo ob 8 začelo, ne? Ja. Čeprav... V Sloveniji ob 10 pa prideš ob 15, pa si tak, je že konc. Dobenega še ni, ja. Pa če je ful slabo. Ali so že vsi šli. Čeprav bil pa sem, ko sem povezoval Kurentanca na Ptuju, je pa bil on pač menedžer za Slovenijo, ali kaj je bil, ne vem, točno za Belo dugme, on pa je prav bil ono, mi imamo minuto odstopanja, če jo imamo, ne. Pač res, oni se ustavijo pred odrom, vsi, ja, gremo, ne. Ja, so tako mogli vsi delati. Tako mogli vsi delati, ja. Ampak spet veš kaj, pa tudi organizatorji. Ja, pa veš, največji problem je, da ti ura je, zdaj smo se zmenili, zdaj začnemo, pa folka ni not, ne. In pa se tako, da še malo počakimo, ne. In pol drugič, ne, tisti, ko so prehit prišli, so čakali 15 minut, so mislili, se 15 minut, ne. Samo eni zdaj zamudijo, pa prijajo 20 minut zatem, ne. Pa čakaš njih, pa že 20 minut zamika, pa je spet tak. Se veš, stand-up se tudi nikoli doben nas začne. Pač jaz ponavadi vedno hočem v buri. Sam ponavadi pol rečejo pač bendi, dej, počakamo, da se pride nekdo. Lažje nastopati, okay. 15 minut rečem, 20 minut pa pol 20 pol ure. Ja. Čeprav bil je pa moment, ko je bilo vsej neki folka in sem začel delati v buru. Zuno, boli te, če zamudijo, itak so vedeli, kdaj je. Sem pri koncertu je to malo lažje, ker je vseeno te toliko zmotijo, koliko te zmotijo pri bilo kakih govorjeni besedi. Zdaj tako je, da se nam poslušal. Zdaj je ferti. Ti si prvi živčen to. Ja, če je prvi to. Se žijo da ni nič. Pa je tako, ker me je on prej nogo ubril, pa... Ja. Niti vedel, nisem mogel bi mi ti. Iglo. Dan sem šel kri dati, oziroma darovati, no. Pa so mi rekli, da ne smem. Ker sem se tetoviral 2 meseca nazaj tu, pa zdaj ne smem. Pol leta moraš počakati. To je še kar slabo. Ker izpolnil sem vprašalnik, na katerem... Zdaj imaš spet tatu pol naprej planirano, ne? Ja, jutri, ja. Tako da pol 6 mesecev. Razen, če se jim zlažem. Ne, v bistvu je na vprašalniku je pisalo, če sem bil v Veliki Britaniji med letom 80 pa 96. Jaz sem videl, zakaj pa to sprašujete? Mogoče zaradi AIDS epidemije in zato, ko so se vsi geji v tistem času tja preselili. Ne, res prav vprašanje, ali si moški in si imel spolne odnose z drugim moškim. Vse je vprašanje. A si dal da? A si bil iskren? Ja. Si dal da? Vse da. Se niso rekli, kakšne spolne odnose. Moč so nadaljavo bili. Mislil sem na Enriqueja Iglesiasa.
Ja. Kak si me resno pogledal? Ja, ne. Tako da zdaj nisem dal krvi, rekli so... Tako zdaj imaš dojest. Ja, zvedel pa sem, da imam krvna skupina 0. Res? Ja, in je v bistvu vzame ti mal iz prsta, pa ima taki 2 šalčki plastični in pol noter da 2 neki raztopini in vsako mal one krvi, kapljico krvi in pol dela tako, bi švogala s kaj, veš, tako malo re, 0, ja, okej, vri, te je pa 0, vri, ne, kako si se to videla, ampak okej. Jaz sploh ne vem, kaj vam. Jaz tudi nisem vedel do danes, pa verjetno čez en mesec pozabil, tako da 0 imam. 0 po mojem naš pozabil. Razen, če se boš, včasih se zmedem, pa mislim, kaj je že bilo, kaj je bila 0, ne? Ne vem, če sploh obstaja krvna številka 1. Kaj pa 2? A, B, Kaj pa pi? A, 0, plus pa minus. A, te sem pa Mogoče ciklus malo bolj čuden, da imaš Malo bolj skupino izhribo. 12 ali pa kaj takega. So se zmotili, pa še eno zram dalje. Par kromosomov zram. Ja, ki smo bila pred tatujem. No, Ne. jaz sem bil tako fokusiran tudi, da sem... In? Pričakoval sem ful slabš. Jaz to, ja. Če ne, če Jure je nežen, no. Gas je nežen. Ne, kul je. Zdaj še imel rož. To ni vredno. Tega se bojim. Kako dolgo že ti tatoviraš? Ja. Včeraj začnem. Ne, Dorjana sprašujem. Kaj? Kako dolgo že tatoviraš, te sprašujem? Ne vem, pred 5 leti sem tako začel, drugač pa 2 leti. Se imaš ful gužvo, ne? Ja, Na kolegica je rekla, da bi tebi prišla. pa vse je vse na internetu objavljeno, kako prideš. To je to. Dobro. Imaš kak vprašalnik za spomniti? Če si bil v Münchnu od 92 do 2005, Ja, na primer. takrat je vam kar zelo vprašal in voice message poslal. Kak je že ime? Ja. To je ono, ko je bila v Konicah. Konica ki? Ne. Ana, Jure je rekel, da si moraš vsaj na internetu pogledati, kako se dobi tatu, pa povedati mu moraš, če si bila v Londonu ali pa v Münchnu med letoma 80 in 96, pa če imaš ajca. 15 sekund. To je kira Ana. Pa ne bi zapovedali. Okay. Ker če je bila moja sošolka v srednji šoli, pol... Kjera pa je bila? Ona, ko je bila na tvoji storiji. Ja, ali, isto. To je bilo moje drugo vprašanje, pol zadaj. Ana je naredila tudi to... Tudi usodno napako. Usodno napako, dal sem ji telefon, ko sem šel na oder, glih kompleksu, pa sem ji rekel, da je pol neke slike narekel, bomo vsi na odru se priklanjali. Pa vmes še naredila enega selfija, pa sem rekel, kaj veš, kaj si naredila? Zdaj boš 60 storijev dobila. Pa vidva je od tima storija. Pa vidva je od tima storija. Ja, vse to veš, ko se Ana nauči. Ja. Fajn je biti vsaj malo pameten. Viš, to sta imela Bizovičar, pa... Fajn je biti tudi butast. Ja, Na moment. lahko bi se reklo, da boljše je biti butast. Ja. Kaj bi raz bil butast, pa srečen, pa bi pač tvoje življenje bilo vedno isto. Ali bolj ko ne melanholično, žalostno večino cajta sam... Butast pa srečen. Se mogoče celo sem butast pa srečen. Ha? Mogoče celo sem butast pa srečen, kaj veš. Tega nikoli ne veš, ja. Ja. V bistvu, ker butasti ponavadi ne vejo, da so butasti, ne? Oziroma si mislijo, da so pametni. Ne? Ja. Si srečen? Tako Damjan Murko ali manj. Ne vem pa, če si srečen. Ja, a sem to pomeni, da sem butast. Vse ima svoje prednosti. Nekaj sem te mislil vprašal, sem pozabil. Reč. Stari, no. Spomni se ti že kaj. Kaj bi sam sebe vprašal? Če vse vem, kaj? Vse ne bi nič vprašal. A ti si srečen? Pa, sam je. Ja? V zadnji cajti sploh nič nimam, kaj je veliko. Tako da smo oba butasta pa srečen. Ja. Nima veliko stresa v življenju, moram reči, vse tako gre prav. Jaz si ga ne delam več.
Se to, ja. Veš, ko rateš ali dovolj star, ali pa dovolj butast, ne? Pač spiješ tako pa tako pira, pa tako možganskih celic odmre si, gotoviš, da se ne rabim si delati problemov. Res. In potem si naprej butast. No, včasih sem se ful sekiral za vse. Ja, veste. Tudi kar se tiče kompleksa, tudi obiska, tudi sounda, tudi vsega. Če ni bil perfekt, sem bil, ja. Ja. Pa gotoviš, da se ni tako važno. Pa ful ni tako vredno, da bi zgubilo živce. Ne, ful malo stvari je vrednih. Ja. Tudi to sem jaz ugotovil podobno za ena stara leta. Ja. Stari buta si srečni. Da, kaj češ. Le do 30. sem se sekiral, pa še ne 60 let, sem family guy, smeha. Jaz sem še 2 leti do 30. Pa če sem že zdaj srečen, pa buta sploh ne bom pri 30. Ali isto, ali pa boljši. Po mojem sem makul. Boš do penzije v kompleksu? Pa ne bo, ali? Najma slava, ker vsi ostali šihti so bolj tek. Ja. To si jaz tudi mislim. Brezvezen. Kaj bi jaz druga delo, kot to, kaj delam? Ni velik šihtov. Delal sem v proizvodnji, naprimer, po 8 ur, po 10 ur. To ni vrej, to ni fajn. Delal sem v kelneriji po 8, 10, 12 ur. Ne bi šel več. Meni je najbolj cool to, ko si sam svoj cajt razporejaš. Ja. To bi rabo. Ko jaz imam momente, ko sem pač produktiven, začnem, 10 večer pa delam do zjutra. Aha. Če pa vstanem 7, sem pa že, ubi me. Ja, dobesedno. Poznam. Je pa res, da mogoče pa bi res imel lokal, kjer bi se živa muzika špilala skozi. To, pod tem pogojem bi šel nazaj v kelnerijo, ne. Sem, da bi pač bilo moje, ne. To je zelo pomembno. Ja, jaz sem, kot kelnar sem zdržal 2 leti. Aha. To je moj prvo kompleksu sem itak bil obiskovalec, potem sem pa začel kelnariti. Po 2 letih sem bil pa tak, te je bil Tonc Max pa Domen. Sem bil tak, Allah, pokažite mi nekaj, jaz ne moram več folka gledati, ne moram več srečni nič. In ja, tudi jaz imel to težavo. Sploh zato, ko sem v Europarku delal. Tam je še tako posebno vzdušje, veš, ker so vsi za ono iz šihte je preleto, samo v Špar, pa še nekaj dan kupiti, pa na pošto, pa polno hitro na kavo in zdaj je tečen pod stresom, mudi se mu in zdaj gre domov frocom in ne. Eni so taki, ko noče iti domov frocom, to je tudi se. Eni se še v Europarku ženijo, si rek. To moram nazaj na odru začeti razlagati, ne. Europarkova sanska poroka pod tekočimi stopnicami. Vsi moraš misliti, ha? Nikoli. Jaz sem se slikal, jaz sem sodeloval v gradni igri Kaj? za Europarkovo sansko poroko. Kaj pa bi dobil, če bi dobil? Ja, sansko poroko. S kom pa si se hotel Je že? zelo drago. Smo se slikala, pa poslala. Se verjamem, da si ti tak buta, zdaj to naredil, sem njo sem bolj ceno. Za foro, ali sta res? Ne vem, ja, ja. Ne vem. Pač, na pol. Ne, se dobil si full cash, ne, sem mogel si pač... Mogu si za žent v Europarku. Ja, z razgledom na Hervis. pogoj. Smuče si še pol dobil, zaston. Pa vem, da si dobil bone, da si lahko si nakupil stvari za poroko v Europarku. Na Šparu, tudi lahko si šel s Farovskega pa prstna. Kam greš pa na izlet? Kam? A ja, ono? Ja, Tam, garažna hiša. Dormeo, Hitex. Vse je lep razgled dol na Melje pa na Pobrežje. Pa vidiš, še do Malečnika se ve, pa celo mesto. Šparova restauracija je pa res, tam je pa res lep razgled. To mi je res cool, ja. Fuk je, ne. Sam si v Šparovi restauraciji pa vseeno. Čeprav sem ful večkrat šel tja, jaz, ko sem študiral. Ti si na feri bil? Pa si se sprehodil, ali? To pa meni ni ratalo. No? Pa če sem šel v Europark, sem šel te v Tacos ali pa v El Capone. To je res. Pa je res nekaj z losos. Ja, To bo top. pa Cantante sem zadnjič jedel v dolgem cajtu. To je tudi zakon. Ja, ne, veš kaj, imel sem une momente, ko
Ko sam sebi ugotoviš, da si pač malo gnil, tako couch potato, nisi bil na predavanju, doma si tako skozi dostave kličeš, ga že skoraj prosiš, a mi preneseš do posle. Po pride momenti, až kaj sem sprehodil do Evroparka, jest. Ja, zdravo živim. Ja, tudi jaz sem imel ta trenutek na faksu, ko sem tak, Couch potato. eno stvar moram narediti v celem dnevu in to je iti na faks. Pa ne greš, ne? Ne. Pač glih te igri so rata zanimiva. Ja. Mi smo imeli kar probleme z disciplino v stanovanju, sploh ko smo v Ljubljani bili, je bilo hudo. Si prav, da je to? Nisem. Ja, začela je kuhna smrdeti kar naenkrat, pa nismo vedeli zakaj, pa smo še pustili malo, pa vedno bolj smrdelo in potem sem jaz pač mikrovalovko ven odnesel v sobo, pa smo se prvi kuhno in več odhodili. Idealna rešitev. In bolj grem čez najmanj mesec in smrdi grozno, ne? Pač res po ubitem. Pa snoknut, se bo zluftalo, ne? 4 mesece se je pajsalo, zdaj se pa zluftalo. In so mravlje not prišle. Nice. In so imeli pokopališče mravlj polnot. Je preden sem jaz prišel v Mariboru, oni cimri, ko so bili pred mano skupaj, so bili prej 1 leto spoda. Njim je začel pol gobe rast, se mi zdi, da neko torto smo imeli v hladilniku, tam so šle gobe, neki full nasty. Ja, to so tudi zgodbe, ja. Samo je fajn. Ne moraš biti študent pa imeti urejeno kuhno. Ja, to pa si res čuden, če ti reče, veš kaj, jaz sem bil na faksu, pa sem si poslal postelo. Na faksu sem pa smo odrasel. Ja, tam sem se naučil discipline. Ko smo šli 4 kolegi stran od doma prvič, takrat smo začeli resno razmišljati. Ja, o vojski, paravojski svoj. Ja, sem ne sme predolgo trajati, ne. Pri meni je po mojem predolgo trajalo, ker sem pol še to vlekel v... Pri meni tudi. Pol, ko sem se že osamosvojil, denarno gledano, sem še kar bil malo tak, drugic povce. Jaz cel še faks. V bistvu tega še zdaj vlečem, ker sem končal obveznosti, ko povem, 3 leta nazaj. Diplomo sem začel pisati prejšnji teden. A dobro, prije tako leto. Ne, sem več da je mene minilo, ko sem se preselil v Dom Smereka. Dom Smereka. Poznaš to? Ja. Na Koroški cesti je bar Smereka, nad njim je študentski Dom Smereka, ki je v bistvu bolj ko ne... Saj sem bil prvo tam blizu, tam za Šniclkingu sem bil. Ja, tam je. Ja, tam blizu. Samo malo naprej. Ti si je bolj dom za samske Smereka, ker po moje so oni študenti, ko so tam blizu, kar ostali, ne. Res je bilo poceni, se da bilo tak 160 €, si vse plačal, si imel za sebe sobo. Nice. Ampak je bilo 30 sob v tistem, ali, ne vem, 20 sob ali koliko, full sob. 3/4 cimer sploh nisi poznal, ne. In veš, da od tih 20 bo en svinja, ne. In največja svinja je bil en mali, suh, dolge lase, on tipičen programer, ko veš, ga družba ne sprejema, on pa misli, da je edini pameten na svetu. In enkrat se zbudim, zjutraj imam šiht, ovi ob 2-3 po noči neke one, veš prav ono 4-bitne muzike nabija, ko so iz starih igric iz Game Boya, nekaj takega nabija na polno, ker si je nove zvočnike kupil hotel sprobati. Imel sobo zraven moje, ampak ni bil v sobi, pa nabija šel on dol, pa je zvočnike poslušal gor, pa je igrice dol špilo na PlayStationu v kuhni. Vrhunsko. Cool. Pa enkrat sem priš, pa je gledal samo nek kanal, ono, sam srbski amaterski porniči so bili gor. To je imel, spal je, pa dal si je pošter tak preko. Veš, da ne bi bilo čudno, ne. Da ne bi si kdo kaj mislil. Ko sem ti svija, sem tega, ok, sem ucelil to stran, ne. Pa kopalnico skozi zamakalo, pa ful je bilo problemov tam, no. Jaz sem tudi imel ful čudne situacije. Mislim, vedno smo bili sami kolegi, kjerkoli, na 3 različnih stanovanjih sem bil. Sem bil vedno fajn, sem bil pač ful neproduktivno, karkoli. Tako, no, a gremo ven, frisbee metati. Ja. Preveč delo. Zgodb pijanskih se ful nabere, ampak vse ostalo je bolj tek. Megledno. Ja, pa žalost. Ampak takrat se ti to vse zdi bomba, zbudiš se. Pa neko se še zbudiš, te je v redu. Ja.
greš malo na Facebook, nič ni, ok, Ja. malo FIFA vklopiš. 2 uri pol scrollaš po e-hrani, kao še jedo. Ja, to je najbolj važna stvar v dnevu, ja, da Ja. kam te je ev. Pol pa si že itak lačen, pa pač, ja, pico. Mi smo takrat v Ljubljani pojedli toliko pic, da jih nismo več imeli kam odlagati. Ne? In pa smo mogli, točno, ja, lastnica je takrat stanovanje prodala in smo mogli te spucati, smo mogli in kartone je bilo treba dol nesti, pa se nam ni dalo in smo jih dali v eno omaro. Ne? In pa smo se napili, razmetali čisto vse. In pa je pač prišla not, ne, prvo terka, nič, išče neke ključe in Cimer, ko je bil ful pijan, je čul, da terka, ampak ga ni zbudilo. Ne? In pol, ko je že odklepala vrata, je skočil z posled tja, pa tekle gledal vrata in se vrata odpre, on pa takle v taki pozi, pa mislim v gata. In ona odpre, bodoči kupci za njo, tak, zdravo, pa se je Oleg šel spat. In pol jim je vse pokazala, pa peč od fita je bila, da smo vse pospravili, pa smo se napili in smo vse razmetali. In pač pogledal njeno sobo, rekla, aha, tule bomo kar zaprli, ne, tako prije do naj sobe, ja, tu tajni spijo, bomo kar zaprli, kuhno razlaga, ja, to je vse, ne vem kaj, ne, bilo obnovljeno. In prije nazaj na hodnik, da tista omara reče, to pa je moj mož naredil sam, to je vse ročno delo in odpre pa tek sem kartoni škatli, pa bila tek, to bom kar zaprla, pa ni pol prodala. Mi smo imeli isti problem z znaki. To smo tudi imeli. Ste kakega zruvali? Ti si je tako težko, ne? Enkrat smo si unga prenesli doma, veš unko sveti. Svet. A ja, lučka. Ja, Se pravi, rumena lučka na rdečem pa belem. problem je mogo pol let spat. Dobo izklopa. Ja. Ja. Ker imaš noter akumulator. In ga moraš ven vzeti, Ja. ja. Ga moraš ven, ja. Pol pa 3 zjutraj jesi ti šrofen cegre, pa celoti razstavlja to, da boš lahko normalno spal. Ja. Mi smo enkrat znak spizli tu glih pri študentskem domu na Smetanovi. In smo ga lamali ven ne vem kako dolgo. In pa smo ga nosili. To je tako težko, tisti beton. Tisti beton je tako težek. 4 smo ga komaj spravili. In pa smo ga do bloka tu glih pri Šnicl Kingu. Smo ga spravili, pa ni šel v lift not. In pa smo ga pustili tam, ker več poštenga ga pa ne bomo nosili. Ne? Tek boljš, ko bi vse ploščice razbili pa vse. Ja. Moraš imeti znake pa kartone pic. Pa kaj smo še rekel, če ne nisi študent? Znaki kartone pic spa do 12. Ne jet na faks. Ponuceni kondomi. Ne? Ja. Ne, vse je bilo fajn. Vse je bilo fajn. Ti je žal? Žal mi je, da sem toliko cajta zapravil. Dalo bi se vse strniti v tek 2 leti, 3 leta. Ne, Tak po bolonskem pravilu, da. ne se ni mi važno za diplomo, bolj mi je važno za vsa doživetja, ko se zdaj z veseljem spominjam. Ne. Sam po sem si ga v bluzu, pa sem imel kar naenkrat 24 star, pa sem imel, kaj zdaj delam. Vse sem imel diplomo, pa vse sem imel, to ni za mene. Pa sem še pa kelnarit, pa sem tam dosti cajta zapravil. Veš kaj mislim, pri 26-27 bi že lahko imel lepšo plačo pa vse, če bi se pravi spolno videla to, kar sem se pol spolno videla šele pri 27. Ne. Ali pa tudi ne. Ali pa bi slabš bil, ne. To je tudi res. Vedno je lahko slabše. S tem se jaz vedno tolažim. Ja, ne. Študentska leta. Kaj pa ti študiral? Ti si arhitekturo študiral, ne? Jure. Ja. Pa? Niste to. Ja. Nismo končali. Ne, nisem končal. Pa se narabi. Sej, če bi videl te črte, bi vedel zakaj. Ste bi malo bolj v paniki, ne, če bi bilo to res. Ja. Je bil mater, ne. Faks, pa se je fajn. Erasmus mi je, mogoče žal, da nisem šel. Stari men tudi. Ja. Planiral sem Finsko. Finsko. Mhm. Zimski semester. Ko je vsaj malo sonca. Ja, to ne bilo slabo. Pa veš kaj, moraš iti nekam to bi ful šel v neko tuje mesto in živel tam pol leta, ne 14 dni, ne en mesec. Ja, Pač res, na da pol si leta, tam ja. z njimi, ne.
pa jih res doživiš, pa jih spoznaš, pa si tam z njimi. Mislim, šel, zdaj sem bil tik pred korono ali pa par mesecev pred korono, smo šla z bratom v Barcelono, pa je tak pizda, vse ful zanimivo zgleda, pa bi tu, pa tam imajo nek tetovirajo, pa skate prodajo, pa kafe pijejo, no, zgleda kot gostilna, tudi na en način, wow, to je šel pogledati. Če greš tam tja pogledati, se ne veš, zakaj se gre točno, ne. Nas poznaš mesta, to hočem reči, no. Če pa greš za pol leta, ne, pa že nekaj odneseš. Fuck, jaz to moram videti.